Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer je zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 30. april 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju bodo državne prvakinje odbojki Mariborčanke ali Kamničanke. Odločitev bo padla na 5. tekmi finalne serije. Sumljivo odlagališče odpadkov v Zimici blizu Maribora. So v gozdu tudi gradbeni in asfaltni odpadki. In ker smo tik pred prvomajskimi prazniki, ko je v razmahu žar sezona, vam povemo, kako speči odlične čevapčiče. Naročite se na podcast, vseskozi smo z vami na vecer.com. Bodo državne prvakinje v odbojki Mariborčanke ali Kamničanke. Odločitev bo padla danes na 5. tekmi finalne serije. V ponedeljek je bilo v dvorani Tabor v Mariboru vse nared za slavje. Na tribunah se je zbralo blizu 2000 gledalcev, na zapisnikarski mizi se je svetil pokal, tudi kolajne so bile zraven, toda slavja ni bilo. Preprečile so ga odbojkarice Calcita Kamnik, ki so v 4. tekmi finalne serije državnega prvenstva s 3-0 premagale ekipo OTP Banke Branika in rezultat v zmagah izenačile na 2-2. 5. odločilna tekma se bo v kamniški športni dvorani začela danes ob 18. uri. Generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca, ki je v Maribor prinesel pokal in kolajne, je po tekmi vse skupaj pobasal v škatlo in odpeljal v Ljubljano. Danes pa bo pokal s kolajnami postavil na mizo v kamniški športni dvorani. Po tekmi bo znano, ali bodo naslov 9. in 6. zapored osvojile Kamničanke ali 17. Mariborčanke. Finalno serijo odbojkarskega prvenstva za večer spremlja naš najizkušenejši sodelavec Zmago Gomzi. Zmago, pozdravljen v našem studiu. Lep pozdrav. Zmago, kaj je šlo z mariborske strani seveda narobe v ponedeljek, da varovankam Žige Kosa ni uspelo premagati še 3. v tej finalni seriji odbojkaric Calcita in vrniti naslov državnih prvakinj v Maribor? Mariborčanke so začeli tekmo samozavestno željo po zmagi, saj so vodile v zmagah 2-1 in nova zmaga bi jim po 5 sušnih letih prinesla spet naslov državnih prvakinj. Žal so v tej želji izgorele, po prvem nizu ki so ga izgubile, pravzaprav v končnici, so v 2. in 3. zaigrali zelo slabo in razpoložene Kamničanke so z lahkoto dosegale točke in se na koncu veselili zmage, s katero so izenačile rezultat zmaga 2-2. Žal je mariborska ekipa izgubila tekmo. Prav ob številnih gledalcih v dvorani Tabor se je izbralo približno 2000, kar jih že dolgo ni bilo na odbojkarski tekmi, kar je dokaz, da je odbojka v Mariboru doma, da je Maribor zibelka slovenske odbojke in da vsake tekme, ki odločajo o naslovu prvakinj ali prvakov, pritegnejo veliko gledalcev. V katerih segmentih igre so bile Kamničanke boljše? Težko je reči, v katerih prvinah odbojkarske igre. Bili so boljše pravzaprav v vseh prvinah. Odlično so sprejemali, servirali so zelo dobro in tudi v napadu so bile zelo učinkovite. Skratka, prekašali so Mariborčanke v vseh teh prvinah, ki krasijo odbojko. Odločala bo torej 5. tekma finalne serije. Komu pripisuješ več možnosti za uspeh, pa vemo, da je seveda to težko napovedovati? Letošnji sezoni so Kamničanke in Mariborčanke odigrali kar 11 tekem. Rezultat v zmagah je 6-5 za Kamničanke. Tako da je težko reči, katera ekipa ima prednost. Že tekme, ki so bile odigrane v končnici, so pokazali, da lahko Mariborčanke zmaga v Kamniku, da lahko Kamničanke zmagajo v Mariboru. Tako da bo tekma v Kamniku pravzaprav negotova. Seveda, le če bodo Mariborčanke igrali veliko boljše, kot so igrali na tej tekmi v ponedeljek. Trener Kamničank Bruno Najdič, Mariborčan, je povedal, da kljub temu, da je rezultat zmaga 2-2, še vedno trdi, da je razmerje moči 50-50. Tako da tudi z tega vidika lahko rečemo, da zna biti tekma zelo napeta, zelo borbena in vprašanje zmagovalke je seveda odprto. Te sicer preseneča, da Mariborčanke proti Calcitu nudijo tako dober odpor, glede na to, da ima Maribor mlajšo ekipo v vrstah Calcita, nekaj izkušenejših, tudi verjetno bolje plačanih? Res je, Mariborčanke imajo edino izkušeno igralko v kapetanki Izi Mlakar, ki pa na igrišču deluje, kot da je mladostna, kot da ima 18 ali 20 let, tako kot imajo večini drugih igralk v ekipi. Seveda ima ekipa Calcita bolj izkušeno ekipo,
Ima tudi dve Mariborčanki, ki sta med nosilkami igre, obe sta Sari, ena je Sara Najdič, ena je Sara Hotinski. Poleg tega ima Mariborčana za trenerja, ki je tudi veliko dal mariborski in slovenski odbojki, Bruna Najdiča. Seveda pa so tudi igralke veliko bolje nagrajene, kot so nagrajene Mariborčanke, ampak to naj ne bi bila ovira, da Mariborčanke ne bi igrali dobro, ampak odvisno je od tega, kako so pripravljeni, kakšna je dnevna forma, kakšna je njihova pripravljenost in seveda to bo tudi pomembno v 5. odločilni tekmi. Zmago, omenil si že Izo Mlakar, ne moremo mimo njenih odličnih iger v finalni seriji. Pri obeh dveh zmagah Maribora je postregla z velikim številom točk. Kakšen bi bil Maribor brez Ize Mlakar? Nek trener mi je pred kratkim povedal, če ne bi bilo Ize Mlakar v ekipi Maribora, bi mariborska ekipa bila poprečna. Skoraj da bi mu lahko pritrdil, čeprav ne mislim, da je tako. Je pa res, da je Iza Mlakar prava kapetanka ekipe, dala je na drugi tekmi, ki so jo zmagali 31 točk, na tretji celo 38, blizu rekorda, saj njena rekordna znamka šteje 43 točk. S takim številom točk so zelo zadovoljni tudi košarkarji, kaj šele odbojkarji. Tako da Iza Mlakar je tisti vlečni konj, bom rekel, če lahko tako rečem, te ekipe. In če bo Iza Mlakar prihodnje leto ne bo več igrala za Maribor, se bo to zelo poznalo v ekipi. Je na tem že kaj znanega? Pogovarjal sem se z njo in mi je dejala, pustimo čas v čas, pogodbami z ekipami, s klubom poteče to sezono, bomo videli, kako naprej. Bo pa verjetno, kar Bruno Najdič zelo dobro ve, tudi na 5. tekmi pomembno, če bo Kalcit znal ustaviti Izo Mlakar, bo Maribor v težavah. Res je, na tokratni tekmi v ponedeljek so jo zaustavili, druge igralke niso bili tako veliko pomoč, da bi lahko dosegli preobrat po prvem nizu, ki so ga izgubile tesno. Tako da bo tudi sedaj Iza verjetno tista, na kateri bo slonela igra Mariborčak. In Bruno Najdič pravi takole, meni je vseeno, koliko točk da Iza. Vsi vemo, da jih bo dal 20-30, pomembno je, da druge igralke ne dajo. In če druge igralke zastavimo, potem smo blizu zmage. Torej, odločitev bo padla danes. Poglejmo še k moškemu delu prvenstva. Državno prvenstvo, torej pri moških, se je končalo s 3-0 v finalni seriji. Je ACH premagal Kanal. Mariborski odbojkarji so izpadli v četrtfinalu proti Krki. Je že kaj znanega glede nove sezone pri Mariborčanih? Sebastian Škorc ostaja, kako je z sestavo moštva? Če se vrnem samo k sezoni, tako slabe uvrstitve Mariborčani že niso dosegli v zadnjih 10 letih, da so bili kome 5, da so izpadli v četrtfinalu. Je pa res, da vsako leto začenjajo sezono z novo ekipo, z veliko novimi igralci, predvsem mladimi, tu in tam je kakšen starejši, in podobna slika se obeta tudi v prihodnji sezoni. Trener Škorc mi je dejal, da je že zbral okosje ekipe, da je v njej tudi veliko mladih igralcev, mladincev, ki so slovenski prvaki, letošnji slovenski prvaki, da veliko stavi na mlade, tako kot seveda tudi prejšnji leti, da bo pa igralcev od zunaj nekaj manj, ampak da bodo vseeno sestavili ekipo, ki bo konkurenčna. O tem, s kakšno ekipo bo nastopil v prihajajočem prvenstvu oziroma v novem prvenstvu, bo znano že sredi maja, saj je že del ekipe sestavljen. Zmago, najlepša hvala za ta podroben pogled odbojkarsko dogajanje v Mariboru, pa tudi širše. Morda še samo to za konec beležiš, kateri finale državnega prvenstva je to zate? Težko bi rekel, pa 20 zagotovo, če šteje moške in ženske ali pa še več. Odbojko namreč pišem od leta 90 do 91, to samostojne Slovenije, spremljam odbojko in pišem seveda o mariborski odbojki, slovenski odbojki in tudi o reprezentanci. Sem veliko pisal, tudi z njo potoval, tako da odbojka je moj šport in nekaj časa še upam, da bom ostal v njem. Hvala lepa, Zmago. Po navedbah domačinov naj bi v naselju Zimica v občini Duplek podjetje Komunala Slovenske Gorice odlagalo različne odpadke. V gozd ob glavni cesti skozi kraj naj bi po hribu sipali tudi zemljino, podobno gradbenemu odpadu, ki vsebuje nekakšno sivo zmes, v kar sta se lahko med ogledom pobočja prepričala Večerova novinarka in fotoreporter. Material je delno zasul potok, ki teče ob vznožju hriba. Vidne so že tudi posledice, tam ni več dreves, marsikatero v neposredni bližini je posušeno, območje pa ni uradno označeno kot odlagališče odpadkov.
Domačini so za večer povedali, da so se ob cesti januarja, februarja in marca ustavljali polni tovornjaki, ki se uporabljajo za prevoz razsutega tovora, kot so pesek, kamenje ali zemlja. Po 4 tovornjaki na dan, vsak po 10krat, so praznili kripe. Obstajajo tudi fotografije, na katerih so razvidni tovornjaki z napisom Komunala Slovenske Gorice, ki na tem območju odmetavajo material. V bližini namreč poteka rekonstrukcija občinske ceste skozi naselje Zimica. Podjetje Komunala Slovenske Gorice ureja slabih 700 metrov ceste, obnavlja vodovodno omrežje, ureja meteorne vode, preureja nizkonapetostno elektroobmočje iz zraka v zemljo, vgrajuje cevne kanalizacije za telekomunikacije in prenovo javne razsvetljave. Sicer pa imajo več kot 10 odprtih gradbišč. Le država oziroma zanjo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo lahko izda dovoljenje, s katerim dovoli, da se na določenem zemljišču odlaga odpadke. Ampak v tem primeru ne gre zgolj za gradbeni odpadek, ki nastane ob izkopavanju zemlje ob izgradnji ceste. Šlo naj bi tudi za odpad, ki nastane pri proizvodnji asfalta, smo izvedeli. Material, ki smo ga na samem kraju videli, ne spominja na običajno prst. Podrobnosti zgodbe, ki jo je pripravila Barbara Bradač, najdete na večer.com in v sredinem večeru. V rubriki Gremo na kafe, ki v večeru izide vsako sredo, smo tokrat gostili žar mojstra Denisa Časa Podlesnika iz kmetije Čas. Za najbolj zagrizene ljubitelje žara ni pomembno, kateri mesec v leto je, da obrok pripravijo v zunanji kuhinji. Za priložnostne mojstre žara pa se sezona žara začenja v teh dneh. To nam je potrdil tudi Denis Čas Podlesnik, ki sledilci na družbenih omrežjih deli nasvete o pripravi jedi na žaru pod blagovno znamko Time for steak, torej čas za zrezek. In kako pripraviti najboljše čevapčiče? Tako vsako meso ga pustiš v uni na sobni temperaturi, da se temperira. To je meni tudi ful pomembno, da meso, da ima notranjo temperaturo pa zunanjo približno isto. To se meni zdi ful pomembno, pa da jih ne pečemo na visoki temperaturi, da ni na direktnem ognju, da se ne zažgejo. Da, naprimer, tudi dosti krat zunaj so trdi, noter pa surovi, recimo, ker jih na preveliki temperaturi pečejo, torej da imaš neko zmerno temperaturo, pa je to je najbolj pomembno. Pa tretje tiste, da tekom misliš, da še jih moraš sukati, gled te jih dol vzami, sodno noter, pa jih pusti lepo, da odsedijo, gled in se, mi tako vedno delamo in so čevapi, gled je bomba. Glih preden je čevap fertik, ko še je malo roze noter, te jih daš dol in jih daš noter v eno posodo in jih dol zapreš za 5 minut. In pol so oni lepo, ker oni zdaj pa tako steak, on počiva, se še malo skuha in te so pa sočni, mehki, lej. Nam je med drugim povedal Denis Čas Podlesnik. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer je zjutraj 30. aprila 2025. Hvala, ker ste bili znova v naši družbi. Naslednjič se v podcastu Večer za vikend slišimo v petek 2. maja, v dnevnem podcastu pa v ponedeljek 5. maja. Do takrat vam voščimo lepe praznike, z vami smo z vsebinami ves čas na večer.com, vabljeni pa tudi k poslušanju ostalih Večerovih podcastov Slačilnica, Ringelšpil in Moj uspeh. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Z vami sem bil Miha Dajčman, se beremo in slišimo.